Pozdravljeni v novinarski konferenci Union Olimpije, ki je bila sklicana zaradi menjave glavnega trenerja. Zdaj pozdravljam predsednika kluba, gospoda Medendorferja, novega glavnega trenerja, gospoda Bečiroviča. Pa neobvodna beseda pripadje gospodu predsedniku. Hvala lepa. Kot že veste in ste več ali manj večinoma tudi vsi včeraj že poročali, se je Olimpija odločila za menjavo trenerja. Preprosto je prišlo do trenutka, ko smo ocenili, da eden od pogojev oziroma eden od 3 ciljev, ki je bil postavljen na začetku, to je, da seveda osvojimo državno prvenstvo, pokal Špar in pa tudi, da imamo zadovoljivo mesto, s katerim lahko pridemo tudi v evropski pokal, ni osvojen. Uprava se je odločila, da je v resnici prišel tisti trenutek, ko lahko damo še neke nove energije fantom, ekipi, na način, da pride nov trener. Zdaj, verjamem, da je veliko komentarjev, razmišljanj, a je to prav ali ni prav, to bo pokazal čas. Mi smo prepričani, da je nov trener tisti trener, ki pozna slovensko košarko, pozna jugokošarko in tisto, kar je najbolj pomembno, pozna tudi Olimpijo. Ve, kaj je Olimpija, bil je že v Olimpiji, ima dovolj svojih znanj in izkušenj in prepričan sem, da lahko računamo na rezultat, ki smo si ga postavili na začetku sezone. Danes je namenjen dan predvsem trenerju na tiskovni konferenci, zato da ne boste tekali sem pa tja in ga vsakodnevno spraševali, ga imate priložnost vprašati vse, vam je na razpolago in istočasno izrekam tudi dobrodošlico. Na koncu pa ne rečem tudi zahvalo Alešu Pipanu, ki je korektno oddelal svoje delo v Olimpiji in tudi pustil svoj pečat. Nenazadnje je ogromno fantov, ki je v tej ekipi šlo skozi njegove roke tudi v mladih letih, tako da mu lahko rečemo samo hvala. Izvoli. Hvala, predsednik. Lepo pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da sem po par letih, oziroma če bom točen, 6 let od tega zopet v Olimpiji. Sami veste, torej, življenje trenerja je takšno, danes si, jutri te ni. Pač uprava se je obrnila na mene, če bi sprejel do konca sezone to delo. Pravzaprav sem, zato ker hočem pomagati. Vemo, da želimo nekako za ekipo osigurati Evropo za naslednjo leto, kar je primarni cilj in pa kasneje pač v državnem prvenstvu osvojiti ta državni naslov. Sam sem trener, ki verjame v to, in zaradi tega sem tudi sprejel in pa želim pomagati v teh par mesecih, pač, da bi prišli do tega cilja. Vemo, da ne bo lahko, saj nas dosti ovinko še čaka do konca, ampak gremo postopno. Gremo postopno tekmo za tekmo. In pa naslednja stvar je, zakaj sem sprejel to delo, zato ker verjamem v Olimpijo, verjamem v Olimpijo kot klub, verjamem Olimpijo v igralce, ki so v tej Olimpiji in pa verjamem v ljudi, ki so okoli Olimpije. Torej, to je zelo pomembno prejmo trenerju, če verjame v vse to, da lahko potem pač dela na terenu in skuša iztržiti maksimum iz ekipe. Vedno pravijo, pomembna je ekipa, ampak pomembno je tudi, koliko dobrimi ljudje delaš okoli same ekipe. In ocenjujem in vem, da so pravi ljudje okoli, da bomo uspeli skupaj pač doseči zastavljene cilje. Normalno, rabimo tudi podporo vas, medijev, kajti brez medijev oziroma pozitivnega poročanja ni pozitivnega rezultata.
Jaz tudi pravim, vsi mi imamo svoje minuse in pluse, trenerji, igralci, ljudje, ampak če se bomo držali samo za negativne stvari, pozitivne pa pozabili ali pa ne izpostavljali pozitivne stvari, pa bomo pač šli v neko negativo. Še zmeraj mislim, da je šport pozitiva v Sloveniji in želim in pravzaprav mi vsi želimo, da tako ostane. Hvala. Hvala. Da gremo kar vprašanje. Se obete mogoče kakšne igralske spremembe? Ne. Do konca sezone ne bo nobenih igralskih ukrepitev, razen če bi se zgodil kaj prav zelo posebnega. Načeloma je trenerju na razpolago ekipa takšna, kot je. In ne pozabiti, da v resnici imamo zelo malo časa, pred nami je praktično 2 meseca pa pol še in v tem času kakršnakoli velika sprememba iz večjih razlogov pravzaprav ne bi prišla v poštev. Vemo, da ni kriv samo trener, ki predstavlja, ampak so okoliščine širše, najbolj imam delež igralcev, okoliščine v klubu, zdaj so težke relativno. Kako zdaj to v relativno kratkem času, zdaj to nekako prebrodiš, kakšne rezerve vidiš, kot ne bo nujne? Ja, imaš prav. Torej, vsekakor ni samo en krivec oziroma več krivcev in kako prebuditi zadevo. Torej, osnova je tak ekipa, torej potencial ekipe je dober. Jaz mislim, da znotraj te ekipe treba malo pač psihološko podelati na zadevi in pa mogoče malo taktično spremeniti, ampak ne smemo pa dosti posegati, kajti vsi vemo, da je malo časa in pa takoj sledijo tekme, ki so pomembne za doseganje teh ciljev, ki smo si zadali. Torej, sam poznam ekipo, poznam igralce, poznam okolje, torej vem, s katerimi prijemi se bom mogel srečati. Vem, da ne bo lahko, ampak verjamem, da bomo uspešni. Tudi časa si razmišljal, pa se upaš, da bo to sodelovanje tokrat na odrkati od pol leta, ko ste nazadnje? Ja, razmišljal, dobro, nisem dosti razmišljal, bi rekel, ne, ampak, glej, za drugi del vprašanja bom pa tako odgovoril, ja, verjamem, čeprav vsi vemo, da je vse odvisno od te sezone, torej ne samo moj obstoj, oziroma tudi zelo pomembno je za klub, da se uvrsti v Evropokal in pa po možnosti osvoji prvenstvo. Kar zadeva mene, jaz tudi kot trener napredujem tako, kot igralci napredujejo z leti oziroma z kilometrino in verjamem, da tokrat drugače, ker bolj poznam zadeve in pa bolj sem izkušen, kot pa takrat, ko sem prišel iz Domžal prvič v Olimpijo. Tako da bomo videli. Prvo smo se dogovorili za teh par mesecev, potem bomo pa videli, kako naprej. Je pa sigurno odvisno od rezultata sodelovanja naprej. Mi imamo presluženje taktiko, kako se zdaj lotiti zadeva, poenostaviti stvari, kakšne svoje poglede uvesti, nadaljevati s tem, kar že bilo postavljeno? Ne, glej, zelo nespametno bi bilo zdaj agresivno posegati v nekaj, ker ni časa, praktično. Torej, pustiti to, kaj je, ampak dodatno, ne vem, neke mikrozadeve znotraj napadov, obramb in tako počasi postavljati oziroma spreminjati, ne pa sedaj nekako agresivno nastopiti in spremeniti zadeve znotraj. Torej, pustimo, pravzaprav so pokazali, da so določene tekme odlično odigrali in bilo bi nesmiselno zdaj to spreminjati. Ampak dobro, so pa še neke rezerve, ki se pa lahko izkoristijo. Kako bo psihološko motivirati zdaj igralce? Misliš, da bo težko, glede na to, da vemo, kakšne finančne situacije klub, to je prvi del, drugi pa, če si se kaj pogovarjal z nekdanjim trenerjem? Za sedaj bom začel s tem zadnjim, nisem se še pogovarjal, bom ga pa poklical, ker smo dobra prijatelja, kolega, torej, ampak mi trenerji vemo, da je to naš vsakdanji kruh, torej ni nič zdaj neke zamere, če jaz pridem, ali on pride, ali on me zamenja, ali jaz njega zamenjam, ker to je pač
ta naš posel tak, ne. Tisti prvi del odgovora bi pa govoril tako, je, sigurno, vedno in več ali manj po celi Evropi, z izjemo par klubov je težka finančna situacija, ne. Včasih oziroma večkrat je izgovor igralcem, ne, da ja, se nismo plačeni, se to, vse ne štima, ampak ko si ti na igrišču, ko igraš, ne razmišljaš o tem. Ti hočeš zmagati, ti hočeš pač dobro igrati to tekmo, boji si svojo statistiko popraviti, da si boš lažje prodal ali kaj takega, kar je primer v tem klubu, ne, ker so pač mladi igralci in včasih preveč razmišljajo o tem, kako bojo svojo statistiko zadovoljili sebe, pozabljajo pa, da je to širši kontekst, ne, da nisem to. Tako da vem, da je težko, ampak pravzaprav dobro, s pogovorom oziroma ravno na ta način jim dopovedovati, da je odigraj dobro sezono, te bo zapazili in boš lahko šel, se boš lahko prodal oziroma v tisti klub, ki te bo plačal pač redno oziroma tokrat več, če že misliš, da si zaslužiš. Vsi vemo, da je Olimpija vedno bila neka skočna deska za te mlade igralce, da se lahko pokažejo in da kasneje po Evropi pač si obogatijo svoj konto, ne. In to bo skozi vodilo in tak bo, ne. In z tega se to morajo sprejeti. Nekdo pa ne sprejme tega oziroma ima danes možnost reči, jaz pa ne mislim nič na tak način, izplačajte me ali pa ne bom igral, izvoli, tam so vrata in lahko greš. Meni si mogoče, kot je opazil, navezavi s tem zadnjim, da bi ekipa sicer si na tekmi želela nekaj pokazati, ampak da je mogoče zaradi teh težav, ki so mogoče malo starš trenira, da se je podzavestil, da so mogoče tudi te poškodbe, ki so malo potencirane tudi zaradi teh težav, ne? Ne bi rekel, da je zaradi finančnih težav, razumiš, ne verjamem v to teorijo, ne. Vse je res težko po treningu, pred treningom, ampak pred tekmo, po tekmi se dosti pogovarjajo na to, ampak med tekmo ne. Poškodbe so sestavni del pač košarke, je pa res, da je kratka klop, torej roster ni dolg, torej ravno zaradi vseh teh problemov, ki si prej omenil, oziroma sanacije kluba, tako da pol se vsak igralec pozna, ne. In verjamem, da je trenerju Pipanu bilo težko, ker je ogromno igralcev bolj poškodovanih in jih nekako vračati oziroma pripravljati za to tekmovanje in tekme, ampak se pravim, sestavni del tega je to in pač moramo živeti s tem. Ne verjamem pa, da je vsled razmišljanja okoli neplačevanja prihaja do poškodb, ne, to pa ne verjamem. Mogoče malo na treningih, da drugače delajo, ne, ker pač... Ja, to je pa drugo, dobro, glej... Prej se posledice, če slabo treniraš nekaj časa, na tekmi tega ne moreš skriti, ne. Ja, to je res, je pa tudi res, da če treniraš poškodovan, da bolj priješ na tekmo poškodovan, ne, in še manj lahko daš, ne. Vedno je vprašanje, zdaj, ali dati počitek, ne, ali ne dati počitek tem igralcem, ne, zdaj, tu govorimo tudi o igralcih, ki so v določenih letih, ali pa niso, torej, pravzaprav vemo, da par nosilcev ima probleme z poškodbami zdaj v tem momentu, ampak se pravim, probali bomo pač na določen način narediti tako, da bojo pripravljeni pač igrati in biti ta pravi na tekmah, ker za nam je res pomembno, da bi probali te 4 tekme v ABA lig dobiti in pa potem se pač pripraviti na državno prvenstvo, v katerem bo malo več časa potem za pripravo, ko pa zdajle, ko nam je res zelo nujno in primarno, da se uvrstimo naslednjo leto v Evropski pokal. To je primarna naloga Olimpije, mesta, Slovenije, na koncu. Jaz sem imel z enim komentarjem, samo da se navežem na tvoje, ne. To govorimo o finančnih težavah, da smo kar že zaplavali v to, da mogoče treningi tekme tudi iz tega razloga niso seveda to obstaja, ampak treba je vedeti, da je ekipa povsem redno plačana, 4 igralci, tisti, ki so bili dve časa tukaj pomilke, nekaj več odprtega, od tega enega od teh 4 več ni. Tako da tukaj še vedno lahko se šteješ tukaj igralcev, ki so povsem pokriti in tukaj to razlog ne sme biti. Če pa je pa nekaj zelo narobe v teh glavah, če je to razlog v
v tem primeru. Tako da to hudo zadeva ni. Jaz upam, pred nami so seveda še 3 meseci, da bomo to zdržali tudi do konca, ampak ta hip situacija v tem smislu ni tako grozna. Ni bleščeča, ni pa grozna, niti približno. Jaz sem pa sem v tem smislu za predsednika, tudi že Matež nekaj dogovoril, koliko je pa stal dolg do danega primera tipa? Nikakor ne moramo govoriti o nobenih takih finančnih, jaz moram reči, da sem od včeraj do danes zjutraj že videl najmanj 10 različnih zneskov katastrofalnih. Ne, ni. Gre za praktično minoren strošek za klub, tako da to seveda ni govora o nobenih bolečih finančnih posledicah tega, bom rekel, te prekinitve. Tudi pa gledaš rezerve v igri sami, pa v igri, govorili smo malo te psihološke znake, pa v igri, kje bi lahko tukaj še nekaj nagradile? Dobro, taktično govorimo, gledaj, različni smo trenerji, ne, torej, jaz sem pač dokaj taktičen trener, ne, torej, da uporabljam zone, zonski pressingov, torej vse, da zmagam tekmo, ne. In zdaj smo v tej fazi, ko rabimo zmagovati, ne, pravzaprav v tem delu. Dobro so igrali, agresivno obrambo, dobro smo tekli, dobro šutirajo na koncu, ne, ampak znotraj so še rezerve, ne, v vseh teh in pa na novih zadevah teh taktičnih, ne, da se pomaga, torej, če govorimo prej o poškodbah, oziroma da igralec ni 100%, da tudi lahko skriješ pač na ta način, kot ste rekel, kakve zone oziroma kakve match-up zone in tako dalje. Ena od značilnosti je, ki je bila neka labilnost, da nobena prednost ni bila dosti velika, ne, 20, 30, takoli, ne, zdaj smo tukaj v Laškem, ne, proti Laškemu ni bilo 19 toliko dovolj. Ali mi že to bil nek kratek stik med klopijo in ekipo, ali je neka značilnost igralcev, da pač jih zmanjka, ne? Ja, ti bom sam povedal, da sem pogledal sam pol čas, ker sem mislil, da bo lahka zmaga, ne, pa sem pol času šel domov te tekme, ne. Ampak dobro, značilnost Olimpijine igre je pač letos ta, ne, kot si rekel, ne. Ta famozna tretja četrtina in tako dalje, ne. Dobiš, ne. Ampak mislim, da je dokaj mlada ekipa, ne, in pa mladi lideri so, ne, ki to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da ko mislijo, da je gotovo, ne, da začnejo malo vsak za sebe igrati, ne, torej vsak pač malo svojo statistiko pogleda, ne, da je to, zdaj pa verjetno, ja, tokom sezone prije do kratkega stika, ne, sej pač trener, igralci in zdaj, če je ta kratek stik med nosilci in trenerjem, pol je to hudič, ne, pol je. Zdaj pa to bom pa še videl, verjetno je, tudi to vplivalo. Ker pol mi trenerji radi, čeprav je proti rezultatu, pač potegnemo tako, da gremo včasih proti rezultatu, ne, samo da ne damo tistega igrati, ki nam je nekako stopil na žulj, ne, ampak na koncu se pa pol lahko obrne kontra, ne. Pomočnika ostajate ista? Ostajate ista. Vse ostaje isto, kot je predsednik rekel, s tem kadrom, torej, ker verjamemo, razen če se ne bi zgodilo zdaj neke poškodbe oziroma nekaj, da nas oddalji od tega cilja. Ostane komplet tim, štab, ta ostane isti in pa igralski, ker verjamemo v te igralce, sam verjamem, da so lahko državni prvaki in da lahko izpolnijo te cilje. Tri težke gostovanja, zdaj zahtevna, mislim, nasprotniki niso izvrstane, ampak so neugodni, ne? Kaj zdaj z tega tehnično pač vlaki? Nič, tekmo za tekmo, gremo prvo v Skopje z MZT-om, pa bomo kasneje videli, torej, cilj je zmagati vse tekme, ne, torej, sploh ta 3 gostovanja in kasneje pač derbi z Krko doma, ampak gremo tekmo za tekmo, prvo nas čaka, da se bomo fokusirali na MZT, vse pač narediti, mobilizirati ekipo in se dobro pripraviti in iti na zmago. Tako sem že prej omenil, torej nam je zelo pomembno, lovimo še zmerom teoretično Final Four, ne, ampak zapravo, če hočemo to doseči, pač 4 zmagati in pač odvisni od ostalih, ne.
če zmagamo vse te tekme oziroma saj in gro teh tekm, pol smo sigurno uvrščeni vsaj v evropski pokal naslednjo leto, torej bomo v 5. 6. mestu. Tako da gremo tekmo za tekmo in cilj je zmagati vse 4. Upam, da bomo uspešni, da bomo lahko pač pripravili ekipo in pa da se bodo tudi oni zavedali, kako pomembno je zmagovati te tekme. Še kakšno vprašanje? Še ne? Gospod Bečirovič, morda vprašanje izven konteksta, ampak ker smo že zvečera, moram vprašati. Torej, v preteklih dneh ali tednih ste bili neka, bomo rekli, ali idejni vodja oziroma osrednja strokovna figura, okoli katere so potekala pogovarjanja o sodelovanju mariborskih klubov, naravno združevanju. Kako bo to šlo naprej brez vas? V redu, vse smo v Sloveniji. Bo to stand-by ali se Ne, pravzaprav, gledaj, govorimo o slovenski košarki, ne. Super bi bilo, da ima Maribor dobro košarko, ne. V generalnem kontekstu vemo, koliko je mariborski bazen dal dobrih igralcev v perspektivi. Posredno pol tudi za Olimpijo in za slovensko reprezentanco in za slovensko košarko. Ne. In zaradi tega, ker živim tam, mi ni vseeno, da se ne more nekako pobrati ta mariborska košarka. Zmerom bom pomagal z svojo znanjem, avtoriteto, ali kako hočete to imenovati, da bi se nekako premaknilo nekaj, ne. Ampak je zelo težko, torej vedno težimo temu, da bi nekako zopet košarko postavili, tam ko je mest. Tako da bom še zmerom pomagal, koliko mi bo pač čas dopuščal, ne. Sem pa v Sloveniji, kaj je lažje, ne, ko pa če sem v Iranu ali pa. Še kakšno vprašanje? Še ne? Hvala. Hvala.